ne izpolnjujete gospodovih zapovedi, izdaj ukaz. Naj se primeri gospodovih prerokov in vseh 400 Ašerinih prerokov, ki jedo za Jezabelino mizo. Ahab je poslal slev vsem Izraelovim sinovom in zbral proroke na gori Karmelu. Elija je stopil pred vse ljudstvo in rekel: Dokler boste omahovali na dve strani, če je Bog vaš gospod, hodite za njim. Jaz pa sem edini gospodov prerok. Takole se zmikno. Naj si izberejo dva junca. Enega naj pripravijo oni. Naj ga razsekajo, položijo na drvo, ognja pa naj ne potikajo. Drugega bom pripravil jaz, prav tako ognja ne bom potaknil. Tisti Bog, ki bo odgovoril z ognjem, je pravi Bog. Zberite si dva junca, pripravite ga prvi, ker vas si več, da bo prej. Ampak ognja nikar ne potikaj. Vzeli so junca, ki jim ga je dodelil, ga pripravili, klicali Baale v ime od jutra do poldneva in prosili: Baal, usliši nas! Baal! Kličite svojega Boga, kličite. Mogoče se je kaj zamislil. Mogoče je na kakšni poti. Mogoče bo izmanjkalo denarja za potovanje. Verjetno samo Igor, kličite. Baal! Sliši nas! Sliši, jaz spiš! Sliši! Izakov in Izraelov, naj se danes spozna, da si ti Gospod in da sem jaz tvoj služabnik in da vse počnem po tvoji besedi. Naj to ljudstvo spozna, da si ti Bog, ti Gospod in da ti spreobračaš njihova srca. Tedaj je padel Gospodov ogenj z neba in použil žgano palitev in drva, kamne in prst. Elija je na to rekel Ahabu: Pojdi gor, jej in pi, slišim že namreč šumenje dežja. Jaz idem! In Ahab je šel jest in piti.